naša mačka. Odmačili smo jo, zaradi tega je domača. Je majhna, hodi po 4 nogah, ima rep, ušesa pa... Koliko ušes? 2 ušesi. 2 ušesi, ok. Pa Velja, priznam, 2 točki. Odlično, 1 točka za pravilen opis stopinje in 1 točka za pravilen opis te živali. Odlično. Maj, kaj imaš? To je kuna belica. Bravo. Je bela, seveda, kot v imenu. Ni čisto bela? Ni čisto bela, ampak se zato imenuje, ker ima belo barvo. Ja, ampak tukaj samo po nogicah, po prsih, ok. Je mehna taka, Približno, ja. približno taka, ja. Rada pleza po drevesih. Res je, ok, priznam, 2 točki. Naslednji? To je divja svinja. Je črne pa rjave barve. Uničuje pridelke pa ima oklje. Okle Ja, ali čekane? Če- Kdo ima okle? ja divja svinja pač jih Ne, okle ima slon. ima pa čekane. To je nažalost jelenjad, to ni divja svinja, prosti. Dal ti bom samo 1 točko, ker si pravilno divjo svinjo opisal, ok? samo Jaz nimam, A jaz ti sem nima? pomagal. Ti si To je pomagal. medved, A ni to domača mačka? to je To je rjavi, domača mačka, to je rjavi medved. Ok, bravo. Kot po imenu je rjav, po zimi hibernira in je ogrožena vrsta, ki je v Sloveniji ne smemo ubijati. Tako, je zaščitena vrsta, je zver, tako kot si lepo povedal. Zelo dober, 2 točki. Pa naprej. To je lisica, Ok, je planivka, in je meso jeda, ja. Še en stavek. ima rep. Ima rep. To je nažalost domači pes oziroma pes in ne lisica. Ok? Gremo naprej, samo 1 točko dobite. To je volk. Pokažeš proti meni, da bo... To je volk, živi v slovenskih gozdah, je mesojet, ima 2, en rep in, In 2 ušesi, ja? in Tako. 2 ušesi in hodi na 4 Noge. noge. Odlično, 2 točki, bravo. Gremo še drugo skupino pogledati, kako bo šlo. Kar izvoli, kaj imamo? To je divja svinja. To pa je divja svinja. To pa, glejte razliko med divjo svinjo pa jelenjadjo. In živi v gozdu. Je lahko nevarna za človeka, ker je zelo napadalna. In je rjave barve in srednje rasti. Rjave, ali bolj... No, lahko Ni je bolj tudi črna. siva. Ja, sivo črno, no, recimo. Lahko tudi kakšne rjave odtenki, ok. To je- 2 točki, bravo, v redu. To je lisica. Je rdečkasto rjave barve, torej je temne barve. Ni nevarna za človeka, lahko pa poje kakšne kokoši ali pa kitajske. Je mesojedec, ima rep in 2 ušesi. Ok. Tole nažalost ni lisica, ampak jazbec. Ok. To je stopinje jazbeca, imate prednjo pa zadnjo šapo noter vtisnjeno. To je veverica, živi v gozdovih na drevesih, prehranjuje se z želodi in je rjave barve, da se skrije pred Plenilci. plenilci. Ok, odlično, 2 točki. Super. Srnjad, je rjave barve, živi v gozdovih. Je malo manjša od jelenjadi in nima rogov. Ma ali nima? Nima rogov. Kdo? Srnjad. Srnjad, ima rogove. Kdo ima rogove pri srnjadi? Srnjaka, ne? Ja. Srna pa jih nima, to pa Ja. drži. Ja. Tako, si prav misle pa... Ok, samo da se razumemo, velja? Ja. Spravi, samo srnak ima rogove. Ok, Inja, povej. To je lisica, I guess. I guess? Daj pokaži. Ne vem kaj. Daj okrog obrni. Ja, to je lisica, ja, bravo. Okay, je tako oranžkasto rjave barve. Ja,
ima rep in je na 4 nogah. Odlično, 2 točki, preprosto. Kolega, povej. To je vibra, je rjava, živi v reki in se prehranjuje z algami in z ribami. Vidro sem jaz prej predstavil. Tu žal ni vidra, si dober, kaj si rekel, z algami? Ja. Ok, tudi možno, ja, ne bom izključil. Bolj z ribami, ja. Tole je nažalost divji zajec, če pokažeš še enkrat malo blizu, pokažemo. Torej to je zajec in žal ne vidra. Vidro sem vam jaz prej pokazal, če se spomniš. Ok, naprej, kdo je še? To je to, smo vsi. In sicer boste pletli vrv. Najprej vas bom naučil, kako se to plete, potem boste pa to samostojno v skupini izvajali. Najprej boste zbrali take šope trave. Nekdo bo potem te šope trave takole razdelil na pol, jih obrnil naokrog, takole. Veste zakaj mogoče? Da je posod enako debelo, a ne? In tukaj in na začetku. Ker če pogledamo, tukaj je tle debelejše, tle gore pa... Daljše pa se tam utrga. Recimo bi se lahko strgalo, a ne? Na ta način pa dobimo enakomerno debelino za izdelavo vrvi. Kadar začnemo za izdelavo vrvi, se pravi, primemo to v levo roko. In sicer tako, da imamo en del krajši, ta drug del je pa daljši, ta repa, ne? In začnemo z desno roko zavijati naprej od sebe. Se pravi, gledaj kaj, zavijem naprej, pa preprimem s tema dvema prstoma, klešče, zato da se mi ne odvije nazaj. Ja? Ok? Se pravi, zavijemo, preprijemam, se pravi, da se mi ne odvije nazaj in dobimo tako lepo okroglo strukturo. Vidite, kot neka vrv že zgleda, ne? Kot neka vrvica. Ko ne gre več naprej, ko se zaustavi, dam samo prste skupaj in se nam ustvari, bom rekel, taka zanka, ki je izgleda takole. Ja? Še enkrat pokažem, če sama se ustvari, če dam palca, torej palca rok skupaj. A ne? Vidite? Hop. Potem primete za to zanko in imate torej zgornji del, ki je zdaj v tem primeru daljši, in spodnji del, ki je krajši. Zgornjega zavijemo naprej in ga preložimo čez spodnji del. Zdaj ta postane zgornji in smo rekli, da vedno zgornjega obrnemo naprej in preložimo čez spodnjega in se to ves čas ponavlja. In kaj dobimo? Zelo lepo vrv. Vidimo jo? To je močnejše od navadnih vrvec, tudi če je posušena. Poglejte jo, kako je lepa, ne? Ok. Potem, ko mi tukaj zmanjka, vidite, mi zdaj zmanjka materijala, vzamem nov šop trave, približno enako debel, kot je bil prej, oziroma še polovičko tanjši, obrnem naokrog, malo tanjše dodam takole, kakor je tukaj. Sprav, kakor jih imate tukaj, tle dodate zdaj nove zraven. Jih kar takole združite v eno in vse skupaj obrnete takole naravno, torej naprej od sebe, stran od sebe in nadaljujete, kot ste začeli prej. Spravi, ves čas vrtite zadevo stran od sebe in na ta način izdelujete vrv. Vidite, zdaj sem tukaj štukal, tole ven štrli, kaj naredite, samo porežete stran, nekje pol centimetra, Kaj pa če nimamo noža? pa pregriznete. Kaj naredimo, če nimamo noža? Ti si specialc, ti bi mogel to vedeti. Nismo še povedali, ne? Si pozabil? Ja. S čem se naredimo nož? A ja, iz kamna. Bravo, kako ga pa naredimo? Vržemo kamen ob drug kamen in koliko se zlomi na pol, je ostri. Ostar rob, a ne? In s tistim lahko potem kaj prerežemo. Bravo, bravo, si se spomnil, super, me veseli. Super, super. Ja, tako je, ja, tudi to bomo pokazali.
samo na enem drugem delu terena. Ko končate, morate konc vrvi takole, torej, bom rekel, zaviti okrog prsta, da naredite tako zanko in kamor je prst kazal, vtaknete noter tole konico vrvi, konc vrvi oziroma začetek vrvi in vozo potegnemo do konca nazaj, da se nam vrv kaj ne bi razpletla, ne? Razpadla. Evo, boste probali, koliko je močna. Malo boš prav strgati. Ne gre. Aha, nekaj poka. Ne gre. A ne gre? Zdaj je zelo težko. Zdaj pazi, da ne bi koga skomal. Glej ga. Poglej ti to. Bravo. A ne? Gre tudi to strgati, si zelo močen. Kaj treniraš? Ping-pong. V redu? Ja, zelo, zelo težko je, a ne? Torej je zelo močna vrv, pride kljub temu, ampak evo, kolega je uspel strgati. Jaz upam, da boste vi spletli močnejšo. To je bilo samo za prikaz. Zdaj se boste lotili po skupinah. Če še komu ni kaj znano, naj me vpraša, zdajle, ker potem, ko bo štart za rezultat, ne bom več pomagal, prav? Še enkrat pokažem lahko, če dovolite. Se pravi, vzamete šopek trave, razdelite na pol, obrnete enega naokrog, zato da združite potem to skupaj. Začnemo z krajšim pa daljšim delom, smo rekli, se pravi, ne začnete zavijati na sredini, ampak tukaj nekje proti koncu. A ne? Začnemo zavijati. Vidimo? Lepa struktura, ko dam palce skupaj, se mi naredi ta lezanka, jo primem in še enkrat pokažem, kako to gre. A potem jo samo prepletaš. Samo menja se ves čas. Zgornjega zavrtiš naprej in preložiš čez spodnji del. In zdaj ta postane zgornji, se oproščam. Zgornjega spet zavrtimo naprej, pa preložimo čez spodnjega in se skozi ves čas to menja, ok? In dobimo zopet. No, boš to probal strgati. Lahko jaz trgam. To lepa in padne. Pa ti res ping-pong treniraš. Ne gre. Saša se bo cel gor obesil, le. Lansko leto tudi nisem mogel, pa pred... Kar cel se obes gor, evo. Kar zritijo se obes gor. Moram ga do konca. Pa že jaz probam. Lahko probate. Jaz vidim, da moraš. Mene uspe. Mater ste močni. Mene uspe. Ne moram verjeti, koliko ste močni. Če bi imel skoraj za nekaj, da ti da drži, bi bilo še boljše. To lahko prevežeš na streho, pa lahko plezeš kar na streho. S tem. Sam rabiš bolj debelo. Ja? Prej sem videl senatom. Skusil sem delati. Vidi, koliko je dolga. Ja, To je bile sveže trave, pa se je pa posušila, veš? dolgo si pa delal to vrlo. To so skupine delale, veste? To Skupine vsako otrok. leto delajo skupine in pol jih sam pusti. Tako. Koliko dolgo pa? Kako? Koliko dolgo bo? Je pa od vas odvisno, koliko se boste potrudili, pa kako boste A to je organizirani. tudi za posodo, a ja, ne. Za posodo, seveda. Ja, a ja, to je za jutro za posodo. Saša! Ne bi držal. A je to dost? Za začetek boja. In tako. Začne. Ja, lahko. Tako dost. Lahko več vas plete, pa nekaj na vas nabira. Jaz gledam svojo.
Šarih delamo, zelo me spomnica. I get pokal. Zječe. Ja, kam so šli po ti polgi tim? Na trening. Trening. Ej, a mi no pravo plisne bereš? Leonardo da Vinci se spet izzivi. On je tako dolgo prideloval. Ej, jaz sem tole izprav vse, devat ven. Kaj ne mogu liška? Tle zraven. Šta? Ma daj, šel. Ma. Žilca. Mi smo že zmagali, tako ki ta long daddy velik. Super. To je kako lednice tako. Ja, malo še manjka do kolebnice. Ampak zelo lepo. Pohvalno. Ej, jo. Evo. Tako velik dlak ima. Pina, pokaži vrv, lepo prosim. To je moj bič, to ni vrv. Ja, čel. Ej, mi vsi smo ga Dolga je, opala. Dolga je dober meter. Super. Drugi skupini je pa uspelo nekaj malega. A poznate že kakšen vozel? Jaz sem na prvi Dobro. gasilski, reševalni, Okay. dvojni, super voz, Dobro. 6, 8. Ja. Znaš kakšnega pokazati? Jaz znam vozu pokazati. Daj, pridi. Če ga znaš, ampak če ga znaš, No, mogoče bi Sem se ne dal na 600. Mogoče bi se dal 600 imeti. kaj ti delaš? Kjer ga kažeš? To je karen. Osmica je to. To ni osmica. Aki ne. A je to ta prav vozel? Je prav? Ja, pregasilski. Ziher? Ja, prav je. Kako se imenuje? Ko složen. Bolj tiho. Ajde, dej da vleči. Prava zdaj? Prav je. Oj to, dej. Ma, ajde. Pa daj obrni se tja. Dej, na video. Sam rabaš bolj močno opet. A je pa predobela vrv. Bolj močno rabaš. Kažeš? Tam je prav vrv. Isto je naredil. Ja. Ma kaj s to vrvjo na neka Ja, pa je s to vrvjo na robe. Ja, ni prav nič narobe. Tole smo zdaj videli poskus ambulantnega vozla. Ambulantni vozel se naredi najprej normalna zanka, potem pa ta, ki gleda proti nam, ja? Slagor si. Ta gre proti nam, ta gre stran od nas. Ja? Gre preko in spodaj. Ja? To je taka lepa oblika. To ni osemka. To je ambulantni vozel. Ja? Ne, ti si naredila pa ženski vozel. Ta ambulantni vozel, a se sedaj prosim? Ne, ali to se strga, to se Taborniki sta ženski pa moški, Tako. sta pa fantovski Ta vozel se imenuje ambulantni ali pa moški vozel. Kaj pa Dobro? če spustiš na dve? Se pravi,
Zelo težko se Jaz lahko. razveže. A pokažem. Čakaj. Ženski vozel je pa zopet ta normalna zanka in pa ta, ki gre stran od nas, gre preko. Ja? To je pa ženski. Ja, ampak ta ni močen. Čakaj. Kot ženske. Ej, še Ženske. ženska ne zna narediti ženski vozel. Evo. To je pa ženski in ta se takoj razveže. Zakaj pa je Zakaj bolj je ženski? ženski? Zakaj sploh Tak obstaja se imenuje. ženski? To je uradno ime. Zato, ker Ja? ženske ne znajo delati z vozom. Ej, hočem avto. Dajte mi povedati, zakaj se imenuje ambulantni vozel. Zato, ker ga uporabljajo v ambulantah. Albulanti. Ja, albulanti. Ker ga uporabljajo, na primer, če so na ladji, da kaj zaveže. Ja, več v Ambulanti ambulantah, zato, da recimo ker so šivajo. ga uporabljali, da so rute zavezane skupaj. Ja? Ker je zelo ploščat, če vidite. A ne? In pa tako lepo pride na rano, oziroma da ne pritiska na rano. Ja? Zato. Kako če prestiska glih? Lej, ko imaš otis. Pa kamot so ga razvezali, da so lahko rute še enkrat uporabljali. Smiselno? Ne. Ja, je. Jaz, Ja, ne. moški so močni, ženske Ok, poznamo še kakšen vozel. Nimam pojma. Jaz poznam. Nek krijanski. Mega vozo. Blagor tebi. Z mega vozom smo mi delali bungalča. To je samo zanka. Kaj? To ni vozel. Pa zakaj? Ja, to je za... Zanka je. Kaj pa Kaj to? lovi. Nek krijanski, nek Kaj pa kavbojski vozo? A znaš pokazati? Kakšen vozo? Kaj pa drevesni vozel? Tega pa ne boš odvezala. Kaj pa... Vsak pravi vozel se hitro zaveže in hitro razveže. Kaj? Ja? Če vozla ne moreš razvezati takoj z enim potegom, Za 5 centov. potem ni pravi vozel. Okay? Sploh ni voru. Ja, nuda. Kaj pa je druga? Ja, ampak to Okay. vozel, ko ga zdaj pokazal, deluje na vsako voru, razen te. Ta je malo čudna. Ok, gremo dalje. Ribiški vozel, A jaz ga primeš dve vrvici, en konec, malo prekrižaš. Jaz ga poznam. Ja? A znaš pokazati? Ne, ampak mislim, da ga znam. Daš okrog prsta in okrog vrvi in ta konec daš tja, kamor je kazal prst. Ja? Ok, mogoče ga pa poznam. Tako. Na drugem koncu narediš isto. Okoli prsta in vrvi in v tisto smer, kamor je kazal prst. Ja? Zategneš in daš skupaj. In kaj zakaj je ribiški vozel? Zakaj je ribiški? Zaradi tega, ker ga ribiči uporabljajo za spajanje laksa skupaj. Sparjanje. Spajanje. To pomeni, da daš dva laksa skupaj. Združevanje. Ne, Združevanje. združevanje, tako. To je enojni ribiški vozel. Združevanje. Za dvojni ribiški vozel daš pa samo dvakrat okrog prsta Kaj? in okrog vrvi in isto. Zakaj rabiš dvojni? Dvojni ribiški vozel. Ampak Ja? zakaj rabiš dvojni? Za združevanje 4 laksovskih nekih tam. Ne, za združevanje 4 A lahko malo posluha, lepo prosim. Ja. dva otroka. Tako. In zopet daš skupaj. Dvojni ribiški je pa še močnejši. Ja? Obstaja trojni. Obstaja trojni, obstaja stoti. So Sam, če imaš dovolj vrvi. Stoti. Sam, če imaš dovolj vrvi. Pa če imaš dolgo Točno tako. Kaj še poznamo? To rabiš s celo roko. A znaš pokazati? Ej, vsi znamo stvari, ampak ne znamo, kako se jih naredi. Sam poznate. Ja, ampak ne znamo, kako se jih naredi. Šestica, četverica, dvojica. Mislim, da osmica bi lahko probal. Ok. Potem imamo pa še en vozel. Albright. Ga poznamo? Da Narediš zanko. Ali pa poznamo. Ta Albright vozel se uporablja za združevanje debelejše in tanjše vrvi oziroma debelejšega in tanjšega laksa. Ja? A ja, da bi Narediš zanko. Sejlic pa ne bi. Saša,
iz spodnje strani daš tanjšo vrv v zanko in primeš vse tri v roko. Ja? Potem s to tanjšo greš okrog vseh treh vrvi 5-krat proti roki. Se pravi nazaj, navzgor. Malo premalo vrvi. Dva. 3, 4, 5. Daš konec v zanko. Zategneš. Tako, da se ne premika. Zategneš še to vrvico. In evo. Ja? Kakor da bi šla debelejša vrvica v tanjšo. Lepo naravnost. Ko se lahko torek zaveže včasih? Ja? Popravljam smica. In tole potem samo potisneš noter. Skozi zanko nazaj. In razvežeš. To je to. Jupi, konec. Kaj še poznamo? Osmica. Osmice še poznamo. Ej, ta je hotel probat narediti osmico, učiteljica, Nadja. Bi probal? Ajde, prid. Kdo da turbo? Pa obrni se tja, da vidimo. I potem ne narediš prav. Nekaj tako narediš. Daš noter. Tako. Zdaj greš pa tem koncem okrog. Ne še, ne še. Najprej pojdi okrog vrvi. Tako. In zdaj od vzgor in noter. Tako. Evo jo. To se Pokaži uporablja za osmico. plezanje. Vidimo? To se za plezanje uporablja. Pokaži. Res. Kako se probijo Tako. odvezati? Čakaj, zakaj se to za Ja? plezanje Še uporablja, enkrat. če je samo ena vrv? Lahko se usedeš. Še enkrat. Narediš zanko. S koncem vrvi greš okrog in od spodaj gor. Ja? Saj ni tako težko. In zakaj se to za plezanje uporablja? Vse je samo ena vrv. Narediš osmico. Ta konec zatakneš za pas. Recimo, da je to pas. Grem delati to. Tako. In potem jo vpleteš nazaj. Ja? Jo vpleteš nazaj po isti poti. Tu, kjer je vrv prišla, zopet ti slediš, se pravi spodaj, pa okrog, pa tule skozi. Dvojna osmica. Pa še okrog, takole in skozi. Ne, to je dvojna osmica. To ne dela. Zdaj mi je malo vrvi zmanjka, ampak To je dvojna osmica. Osmico, ko sem jaz naredila. To je dvojna osmica. Ja? Za plezanje. In potem samo razdereš. Razpleteš. Wow. Ampak a niste rekli, da pravi vazo se z enim potegom odveže? To Ja. si porabila 1, 2, 3, 4. Ja, ampak čisto enostavno. Samo iztikaš. Naredil sem osmice na travi. Ja? Super. Kaj si videl? Tega. To začetni vazo, končan. Kjer vazo je to? To je ribiški tudi. To je overfinger. Ni tole To je tudi za ribe loviti, kot tudi začetni vazo, ni tole začetni vazo. A slučajno kot ko vrtiš? Začetnik voza. A šibo! Niti ne, jaz sem v mislih enega drugega. In sicer, Jaz sem pa v mislih tudi enega drugega. Aha, jaz vem. lej, Vič. primaš, Vejc pa še po. čakaj, bomo to drugače.
Zaviješ 3-krat okrog. Tega imamo Cak, pri cak, cak, cak. gasilcih. Ja, ne? Ja. Greš okrog drevesa recimo, zdaj bom šla okoli roke No, ki imaš okrog drevesa. in potem zategneš. Ja? In kaj je fora tega Dajmo vozla? torej okrog drevesa pokazati. In kaj je fora tega vozla? Pazi. Začetni vozil, kar težek je. Moram ti narediti uhanče. Uhan ti bom naredil. Ok, te bom naredil uhan. Uhan Torej, ti moram narediti. No. Greš okrog drevesa, da se naredi zanka. Potem greš pa ali zgoraj ali spodaj. Ja? narediš kot 3. In greš okoli iste vrvi nazaj. Se pravi, okoli tega konca, kjer je prišla. Ja? Greš nazaj vsaj 3-krat. 1, 2, 3. In zategneš. Ja? In drži. Kaj? To ne more biti tako vačen. A že snima? Žana ven, Jaka ven. Lare ni v igri. O, kako ste ga dobro skrili. Izgleda se vidite. Dmitri, ven. Ven. Izločen si. Ej, tam so. A ja, eto ga. Ej, tule je Danila, V bazo. tule je. Jure, ven. Ven, pojdi. V bazo. Ula ven. Kjer? Kdo? Črna majica ven! Lara, pusti že ven. ven! Zadej se! Kaj? Črna majica ven, oranžna majica ven! Črna majica ven, oranžna majica ven! Saša ven, Maj ven.
Če so bili ven. Tiho si. Tiho, bode. Lara pa Žana. Ven. V bazo. Tišina! Saša, tišina!